razstava, ki si jo lahko ogledate v okviru 12. izdaje IZIS festivala, se imenuje Samonadzor. Imenuje se Samonadzor, ker smo v bistvu namerno hoteli se prespraševati o tem, kaj pomeni prav ta avtonomna, kaj pa hierarhična kontrola in na kakšen način jih lahko dojemamo. Zato je tudi prevod v italijanščino kot kontrolo avtomatiko in angleščino just control vsebuje tudi dodatno plastenje samega pojma. Po eni strani je v bistvu bilo zanimivo prav to vprašanje nadzora kot kontrole v širšem pomenu besede, po drugi strani pa ta naša vpetost v samonadzor oziroma na nek način se tudi ukvarja s našo lastno odgovornostjo. Tema nadzora je zelo prisotna že od Foucaulta, Deleuza in tak naprej. Meni pa se predvsem zdi tudi zanimiv taj termin, ki ga uporabi Paul Virilio, se pravi svobodno jadrajoči nadzor, se pravi nadzor, ki je vsepovsod in nikjer hkrati in čigavo mesto ni ravno možno določiti. Tukaj tudi se mi zdi zanimivo, da pač mogoče prav zaradi tega, ker je tako svobodno jadrajoč, mogoče prav zaradi tega se počutimo zelo varno, kljub temu, da smo cel čas pod nekim nadzorom. To so v bistvu iztočnice razstave, ki smo jih hoteli na nek način obravnavati. Se pravi, tu so se ustvarile dve smeri in se mi je zdelo zanimivo prav taj locus kontrole oziroma mesto nadzora, ki je termin, ki se v psihologiji uporablja zato, da se določi, na kakšen način oseba dojema kontrolo nad lastnim življenjem oziroma na kakšen način, če je notranji locus kontrole, se pravi oseba dojema, da lahko vpliva na dogodke v lastnem življenju, če je zunanji, potem pa oseba ima občutek, da tega ni zmožna. Zdaj meni se v bistvu zanimivo zdelo, da bi se ta pojem lokusa oziroma mesta nadzora prelevilo v dve smernici, dve iztočnici v okviru razstave, se pravi ena se prepleta skozi digitalno sfero in to sfero hkrati se sprašujem, če je mogoče prav to digitalno sfero razumemo kot to notrnjo, se pravi intimno sfero, predvsem zaradi tega, ker ko smo v bistvu v digitalni sferi izpostavljamo svojo intimo in delimo zelo različne zadeve od svojih lastnih strahov do vseh možnih podatkov, osebnih podatkov. To je po eni strani, po drugi strani pa je iztočnica se nanaša na okolje, se pravi na zunanji vpliv, ki je v bistvu ta naš odnos s okoljem, ki je vse bolj v bistvu pogojen skozi kalkulativno infrastrukturo. Se pravi, mi cel čas nekaj merimo in spremljamo in kalkuliramo, hkrati pa nismo zmožni preprečiti določene naravne katastrofe. Zato se mi zdi, da je v bistvu ena in druga sfera zelo problematična. Recimo digitalna sfera, če jo dojamemo kot osebno in intimno, hkrati je javni prostor, se pravi, tu se zadeve malo bolj plastijo. Zato smo v okviru razstave pokazali dela, ki ne ukvarjajo se nujno izključno s tematiko nadzora in niso nujno nastala v zadnjem letu. Ampak bolj gre za dela, ki so mi se zdela zanimiva v okviru te kuratorske koncepcije. Ko vstopite na razstavu, lahko si ogledate delo, ki se imenuje Fango in avtorja Martina Nadala in se v bistvu najdete v nekakvi trgovini, ki vam prodaja vmesnik, ki ima namen za preprečevanje širitve velikih podatkov velikim korporacijam, kot so Google, Netflix, Facebook in Amazon. Se pravi, on v bistvu si prizadeva, da bi obstruiral postoječe načine, na kateri korporacije od nas jemljejo
velike podatke in na nek način mogoče mi lahko recimo prevzamemo odgovornost in smo subvertivni v tem zelo komercialnem nadziranem okolju. Hkrati pa se na njegovo delo nadaljuje delo Sare Bezovšek iz serije, ki je predstavila že leta 2018 v Axiomi, se pravi Violence, in se ukvarjala s različnimi fenomeni spletnega nasilja na spletu, ki je predvsem bilo usmerjeno proti ženskam. V bistvu gre za 3 različna videa, kateri temeljijo na izjemno zanimivo konstruirani vizualni kulturi, se pravi funkcionirajo kot vizualni kolaži, v katerih se lahko prepoznate različne filme ali meme ali internetske vizualne fragmente. Hkrati pa imamo tudi 2 dela, ki so blizu videoigram. Eno je delo Mateja Mihevca, ki v bistvu uporablja medij videoigre in se mi to zdi zanimivo že zaradi samega medija, ker v bistvu videoigra brez kontrole ne obstaja. Hkrati pa on v svoji videoigri raziskuje različne vizualne predmete oziroma igralec je v vlogi raziskovalca, ki raziskuje vizualne predmete, ki jih je naredila umetna inteligenca in se v bistvu tako sprehaja in raziskuje, kaj se zgodi, če se umetna inteligenca odtuji in v bistvu ustvari nek vizualni jezik, kateri je zelo nenavaden, predvsem zaradi tega, ker ona nima občutka za perspektivo. Hkrati je tu delo Petre Mrše, ki se ukvarja s videoigrama iz vsem drugačne perspektive, ker je zanima v bistvu to sociološko ozadje in je v bistvu v delu, ki se imenuje Do you want to leave the game, se ukvarja sa pa recimo fanti, ki so v bistvu hkrati gejmeri in so povabljeni, da v bistvu se sprehajajo po mestu oziroma sodelujejo v nekih skupnih aktivnostih, ampak na način, ki se preliva v to njihova izkušnja iz videoigre, se preliva tokrat v fizični prostor. To, kar nju v bistvu zanima, je na kakšen način je to telo umeščeno po eni strani v igro, po drugi strani pa v naš fizični prostor. Hkrati pa se mi zdi v okviru razstave zanimivo pač to spraševanje, na kakšen način imamo sploh kontrolo nad tem, na kakšen način pač recimo obnašanje v videoigri vpliva na naše obnašanje v fizični realnosti. Jedro same razstave, srednje delo, je v bistvu delo Žive Božični Krebec, ki se mi zdi zelo zanimivo, predvsem zaradi tega, ker je tudi izhajalo iz tega samega prostora in je na nek način odgovor na koncepcijo razstave, pa je v bistvu nova produkcija. Gre za delo, ki ima izjemno tak zanimivo estetiko in hkrati je abstraktno, ampak hkrati zelo konkretno. Ono, kar je v bistvu v osporedju, je materialnost tehnologije oziroma materialnost tehnologije, ki se uporablja v proizvajanju CNC strojev. Gre za eno objekt, delo se imenuje modul 1, Silver Linings, in v bistvu gre za eno sfero, ki si jo lahko ogledate na tramu tega prostora v Libertasu in v bistvu je ta objekt hkrati povezan sa materialnostjo lastne proizvodnje, ki se v bistvu, v kateri je umeščena, se pravi ena omrežje za reskanje oziroma nastalo metodom reskanja, hkrati pa je tu voda in emulzija, ki to reskanje omogoča, ter ena ista takšna sfera, ki je v bistvu zdaj tu kot ta objekt, ki nastaja. Hkrati je vse to ovito v eno cerado, ki je ki je v bistvu prevzeto z enega tovornega kamiona. Prav zato se mi zdi njeno delo zelo zanimivo, ker v bistvu govori o tem, da je taj tehnološki del
ni nekaj odtujeno od nas, nego v bistvu je del našega okolja in je zelo vpeto v vse aspekte naše družbe. Čeprav se pogosto zdi, da prav ta materialnost tehnologije ostaja nekako izven in da jo v bistvu ne dojemamo, da sploh ne vemo skoraj nič o tem, čeprav smo cel čas vpeti v njene rezultate. Tu potem si lahko, ko gremo že v okoljski moment, tukaj je delo Petre Kapš, ki v bistvu se skozi zvočnost ukvarja z talitvijo ledenikov. Sama umetnica je šla na skuto in je v bistvu tam posnela zvočno inštalacijo. Hkrati pa vabi obiskovalce, da poslušajo po eni strani, kaj se dogaja s tem zadnjim ledenikom, hkrati pa poslušamo zvok, ki nam prihaja iz akvarija, v katerem se nahaja voda in en kamen in v bistvu nam se prepletate te dve zvočnosti. To, kar ona v bistvu poskusi ponazoriti v tem akvariju, je to, da kaj se zgodi, ko se ta ledenik stali, oziroma ko ostaja samo voda in ko ni več možnosti, da bi se v bistvu črpala oziroma da bi se absorbirala sončeva svetloba, ker v bistvu ima kar take velike, dalekosežne okoljske posledice. Zdaj pa bi še omenila dva dela, ki so bolj v tej, recimo, digitalni sferi. Eno delo je Sol, ki je v bistvu umetna inteligenca, ki je rezultat sodelovanja Mire Romana in Silvija Vujčiča, ki sta v bistvu naredila umetno inteligenco, ki je podatke črpal iz ene razstave, ki jo je naredil kuratorski kolektiv Kontejner, Device Art, in je v bistvu črpalo vizualne podatke iz umetniških del, hkrati pa je uporabilo tudi repozitorij, ki ga ima umetnik Silvijo Vujčič. In je v bistvu nastal en taki plašč, ki je ustvarjen kot en ilustrira v bistvu črpanje različnih podatkov in na kakšen način se oni nahajajo v enem objektu kot rezultatu določene v bistvu kradje vizualnih materijala na spletu. Mislim, ne samo na spletu, nego na splošno ob vizualnem repozitoriju. Po drugi strani pa imamo delo Igorja Štromajera, ki se tudi nahaja tu pred tem zelo prisotnim trikotnikom, ki je v bistvu del arhitekture samega prostora, za katero podpisuje Luka Murovec. Se pravi, delo Igorja Štromajera je v bistvu eno od del, ki jih je on leta 2011 izbrisal. In je v bistvu delo te serije izbris, hkrati pa je vzel prav delo iz 2000-tega, ki se v bistvu nahaja na tem disku, ampak ga ni možno videti. Edino, kaj je možno, da obiskovalec gre na internet in si v bistvu nekaj prebere o sami dokumentaciji dela. To, kar se mi je zdelo zelo zanimivo v okviru ove razstave, je pač taj trenutek, ko umetnik se odloči oziroma prevzame neko kontrolo nad lastnim delom in je on tisti, ki odloča, ali bo to delo obstajalo ali ne. Predvsem zaradi tega, ker je v bistvu tehnologija, za katero je delo bilo mišljeno, v bistvu več ni funkcionirala na enak način in to delo več ni moglo biti isto. In zato se je umetnik odločil, da je celo serijo leta 2011 izbrisal. Tako da v bistvu se ovaj del na nek način zaključi prav z delom, ki ga na nek način ni. Potem pa na tej okoljski iztočnici lahko še spremljamo 3 dela. Eno je delo Mark Leeja, ki se v biti ukvarja sa kontrolo v smislu optimizacije narave. Se pravi, na obstoječe raziskave na tehnosolucionističkim načelima, principima, se poskusi izboljšati
naravo in njene karakteristike, se pravi žuželke, rastline, gobe in tako naprej. In v bistvu ono, kaj on počne, se pravi uporabi že obstoječe raziskave in potem povabi obiskovalca, da optimizira žuželke in potem, ko jih obiskovalec optimizira, gre že v leto 2056 in potem vidi, kaj se je zgodilo recimo s čebelo. Oziroma na kakšen način se ona morala optimizirati, da bi lahko sploh obstajala mogoče v svetu. Hkrati pa imamo dva dela, se pravi delo Neže Knez in Vide Guzmič, ki je ena zvočno-prostorska inštalacija, ter delo Sibyl Naumajer, ki se oba se dela ukvarjata z vremenom in načinom, na kakšen način v bistvu se spopadamo s tem meritvijo vremena. Meni se tudi v okviru razstave, ki se ukvarja z nadzorom, zdi zelo zanimivo, da prav naš odnos do okolja temelji zelo veliko na prav teh podatkih, ki jih pridobivamo na različne načine. Recimo Neža in Vida grejo v to zelo tradicionalno meteorološko v smislu odbivanja v meteorološki postaji, do uporabe meteorološkega balona, do grafa, ki ga dela sonce kroz stakleno kroglo. One v bistvu grejo res v en kup analognih elementov, ki si jih lahko ogledate v sami inštalaciji. Medtem ko Sibyl skrbi v bistvu in se ukvarja s eno veliko podatkovno bazo o vremenskih pogojih, s tem, da v osporedje svojega dela umešča zgodbo o kačjem pastiru in temu, na kakšen način je lokalno znanje, se pravi indigenous knowledge, bilo zmožno o vremenu razmišljati skozi opazovanje kačjega pastira. In v tem ona ustvarja neko mrežo in poskusi, in bi je zanimalo videti v bistvu več skrbi v tem, na kakšen način se odnašamo do podatkov. Se pravi, da niso samo zgolj hladni podatki ali informacije, ampak bolj, da na nek način imamo še taj nekakav rahločutnost za okolje, v katerem živimo. V okviru IZIS festivala seveda so tudi različni performansi, od katerih smo si že na otvoritvi ogledali Japa Blonka in Jonathana Rejma, Bla Bla Avatar versus Jap Blonk. Potem pa bomo še videli enih par performansov, ki jih je po večini kuriral Mauricio Valdez San Emitiero. Potem pa imamo še na ogled razstavo Heka Leba, ki je v bistvu prezentacija, ki je hkrati Pina predstavila to leto na Ars Electroniki. Lahko si ogledate delo Saše Spačal, Marka Vivode in Luke Murovca, Nuše Jelenc in Nine Mršnik ter Kraterja. In to so v bistvu vse različne raziskave, v katere je vpeta znanost, umetnost in tehnologija in se na njih še vedno naprej v bistvu dela. In tukaj se lahko vidite ene izseke dosedanje produkcije.